Spoštovani, dobrodošli doma v Sloveniji, Ribnici in Rokodelskem centru. Pozdravljam vsem navzoče, posebej pa ministrico za Slovence po svetu Heleno Jaklič, predsednika Slovenske izseljenske matice Borisa Jesika in predsednika Slovenskega društva Sava iz Beograda Saša Verliča. Vesel sem, da danes na tako velik dan Slovenskega svetovnega kongresa začenjate s programom pri nas v dvorani Rokodelskega centra, kjer bosta dva dogodka. Prvi je okrogla miza Slovenske izseljenske matice, prispevek slovenskih izseljencev po osamosvojitvi Slovenije, drugi pa je partnersko sodelovanje Slovenskega društva Sava iz Beograda in Muzeja Ribnice, predstavitev dokumentarnega filma Sita in rešeta Mojstra Debeljaka in razstavi Rešetari iz Crvenega krsta, stoletje obstoja v Beogradu ter pregled ribniškega krošnarjenja od patenta leta 1492 pa vse do danes. Želim, da danes v Ribnici preživite lepo, domače, slovensko popoldne, ki naj se zavleče v prijeten večer. Hvala. Zdaj bi poprosila še gospod ministrico z Urada za Slovence za mesto in po svetu, če nas lahko pozdravi. Hvala lepa. Bom kratka, ampak res prisrčen pozdrav tudi v imenu našega urada, če lahko rečem, ki zastopamo Slovence tako za mesto in po svetu. Veseli smo, da smo danes lahko tukaj, da bomo tudi prisluhnili v resnično izjemnemu prispevku naših rojakov širom sveta in v zamejstvu k temu, da se danes lahko veselimo 30 let samostojne, neodvisne Slovenije. Verjamem, da bo govor zanimiv in da bo naša hvaležnost po tej okrogli mizi samo še večja do vseh naših Slovencev, ki živijo zunaj naše države. Voda srečno in vam pa naj teče dobro jezik. Hvala, drage rojakinje, dragi rojaki, spoštovana gospa ministrica, dame in gospodje. Dovolite mi najprej, da vas pozdravim v imenu Združenja Slovenska izseljenska matica. Mi smo se odločili, da bo letošnji prispevek k temu vsakoletnemu srečanju ta okrogla miza. Zato mi smo se načrtovali, da nas bo več tukaj, ampak sodobna tehnologija nam je kljub pandemiji, ki jo vsi skupaj po celem svetu preživlja, omogočilo, da bomo imeli kar nekaj pričevanj tudi od tistih, ki danes niso z nami. Jaz bi za začetek predstavil samo te, ki smo na omizju. Na moji desni je dr. Matjaž Klemenčič, raziskovalec, ki se verjetno v Sloveniji največ ukvarja ali pa se je ukvarjal z izseljenstvom, posebej pa je obdelal tudi to tematiko, ki jo bomo danes obravnavali in je šla leta, Matjaž mi bo povedal, v virih za osamosvojitev Slovenije. Na moji levi je Nadja Molek, Slovenka iz Argentine, ki živi danes v Ljubljani. Marijo Ahačič Polak ne rabim posebej predstavljati, ker jo poznate širom po svetu. In na zadnjem, pa ne na zadnje, je pa dr. Zvezdan Pirtešek, ki nam bo povedal tudi nekaj svojih vtisov z takratnih časov, ko tudi ni živel v Sloveniji, ko je živel v Veliki Britaniji, v Londonu konkretno. Jaz bi rekel, ker smo omejeni s časom, že tako malo zamujamo, verjetno bomo te kolege, ki bojo nastopali za nami, tudi malček potisnili. Stran se bomo pa trudili, da bomo čim krajši oziroma da bomo v tako kratkem času, kot ga imamo na razpolago, čim več povedali. Tako, beseda je, Matjaž, tvoja. Hvala lepa. Slovenski izseljenci so s politično akcijo opozarjali politično javnost v svojih novih domovinah na probleme v zvezi s stanjem v stari domovini v času velikih mednarodnih kriz, kakršne so bile na primer Prva in Druga svetovna vojna, in seveda tudi o procesu, ki se je začel z demokratizacijo v Sloveniji, ki mu je sledil plebiscit, osamosvojitev Slovenije, kratka osamosvojitvena vojna in boj za priznanje Slovenije kot neodvisne in samostojne države. Odziv na vse te krize je slovenskim izseljencem in njihovim potomcev omogočala mogočna struktura velikega števila njihovih organizacij
to je bratskih podpornih organizacij, etničnih far, narodnih domov in specifičnih kulturnih organizacij ter zvez. Mednarodne krize omogočajo etnično homogenizacijo, ob kateri so slovenski izseljenci bili v letih političnih kriz sposobni premostiti objektivne politične razlike med njimi in se organizirati v enotne organizacije, kakršen je bil v prvi fazi svojega delovanja med drugo svetovno vojno Slovenski ameriški narodni svet in kakršno je predstavljala na primer organizacija Združeni Američani za Slovenijo, ki predstavlja zmes krovne in lokalne organizacije za pomoč Sloveniji v boju za priznanje Slovenije kot neodvisne in samostojne države. Poleg te so Slovenci v ZDA ustanovili tudi s pomočjo slovenskih Američanov, ki niso bili slovenskega porekla, še organizacija Ameriški znanstveniki za neodvisno Slovenijo, Odbor za svobodno Hrvaško in Slovenijo, Ameriški odbor za neodvisnost Slovenije. ZDA so sicer dobro vedele, kaj se dogaja v Jugoslaviji. O tem pričajo številne publikacije analitičnega oddelka CIA, pa tudi veliko število knjig posvečenih Jugoslaviji. Profesori na ameriških univerzah, ki so se ukvarjali z jugoslovanskimi problemi, so bili večinoma ali srbskega porekla, ali pa so bili poročeni srbskimi, ali pa so bili bivši ameriški diplomati, ki so na zadeve gledali iz Beograda. V Kanadi so se organizirali specifično na podlagi organizacije, ki zbira denar za pomoč v poplavah v Sloveniji in ki jo je organiziral Vseslovenski odbor, tako rekoč vse slovenske organizacije pa so podprle tudi delovanje kanadske konference Slovenskega kongresa. Pomembno vlogo so odigrali tudi slovenski duhovniki iz Toronta in Hamiltona, ki so organizirali sklad za pomoč Sloveniji. V okviru Vseslovenskega odbora so organizirali tudi odbor za zbiranje finančne pomoči Sloveniji. Zbrali so preko 300 000 kanadskih dolarjev, ki so jih po koncu vojne porabili predvsem za obnovo Radgone. V Argentini sta med pripadniki povojne emigracije, politične emigracije delovala tako Slovenski narodni odbor, kot tudi odbor Slovenske ljudske stranke. V zdomstvu, kot tudi organizacije starejše politične emigracije s tako imenovanim levim preznakom. V Avstraliji so se organizacije slovenskih narodnih domov združile s cerkvenimi v konferenci Slovenskega narodnega kongresa za Avstralijo, podobno velja tudi za Zahodno Evropo. Tako lahko po vsem svetu govorimo o enotnem nastopanju celotne slovenske diaspore v podporo demokratizaciji, neodvisni slovenski državi in njihovem mednarodnem priznanju. Le redki pripadniki tedanje slovenske politične emigracije so vse do sredine 80-ih let razmišljali o možnosti slovenske neodvisnosti. Slovenski izseljenci in njihovi potomci so se v tem obdobju delili predvsem glede na svoje politično prepričanje in sicer na leve in desno usmerjene. Medtem ko so slovenski ameriški progresivni krogi ob sodelovanju s srbskimi, hrvaškimi progresivnimi Američani podpirali jugoslovansko zunanjo in notranjo politiko, so izseljenci iz vrst političnih emigrantov in konzervativno usmerjenih krogov kritizirali tako jugoslovansko politiko, kako tudi politiko svoje lastne republike. Do korenitejših sprememb v odnosu do stare domovine in med izseljenci sedanje SFRJ pride šele po smrti Josipa Broza Tita leta 1980 oziroma sredi 80-ih let ob političnih spremembah v tedanji Jugoslaviji, še posebej v Sloveniji. Jugoslovanski priseljenci v Združenih državah, pa tudi drugod po svetu, so se pričeli homogenizirati glede na pripadnost določenemu jugoslovanskemu narodu in vzeli s tem tudi glede na svoje videnje političnih dogajanj v stari domovini. Ob akcijah slovenske politike za dosego neodvisnosti in pripravo za plebiscit je večina
vodilnih članov slovenske vlade leta 1991 obiskala skoraj vsa pomembnejša središča slovenskih Američanov, da bi izseljence pripravila na politične akcije, ki bodo sledile slovenski deklaraciji o neodvisnosti. Slovenski izseljenci v ZDA so na začetku leta 1990 slovenski Američani osnovali dve organizaciji, to je Združenje slovenskih Američanov, ki se je še vedno strinjalo z idejo Slovenije v okviru Jugoslavije in se zavzemalo za demokratične volitve ter proces demokratizacije v Sloveniji, ter Ameriško-slovenski svet, ki so ga podpirali politični imigranti pod vodstvom Mateja Resmana. Prvim je bilo vseeno, katera politična opcija bo zmagala na volitvah, druga pa je podprla tudi z donacijo $100,000 takratni Slovensko kmetsko zvezo in Slovenske krščanske demokrate. Ob razglasitvi slovenske neodvisnosti in ob napadu jugoslovanske armade na Slovenijo je Slovence v zamejstvu in izseljenstvu pozvalo na pomoč več slovenskih politikov, pa tudi Slovenska matica in Slovenski kongres. Že 27. junija 1991 je tako kongresnik slovenskega porekla Denis Ekart opozoril Kongres Združenih držav na problem napada jugoslovanske armade na Slovenijo in od State Departmenta ter od predsednika ZDA zahteval, naj podpreta demokracijo in gospodarske reforme ter ukrepata zoper nasilje v tej republiki, ki je domovina njegovih staršev in dedov. Samo še dve besedi oziroma dva stavka. Že 1. julija je prišlo do osnovanja organizacije, o kateri bo govoril po video povezavi sam kolega iz Clevelanda. Do tega pa je prišlo, do te organizacije pa je prišlo na pobudo sodnika Charlesa Ipavca, predsednica Federacije slovenskih narodnih domov in Matjaža Jančarja, bivšega predsednika Slovenske izseljenske matice, ki je takrat odstopil kot jugoslovanski generalni konzul v Clevelandu in poslal vsem generacijam ameriških Slovencev poziv, naj podpro Slovenijo v njenem boju za neodvisnost. Hvala lepa. Hvala, Matjaž. No, kot je kolega Klemenčič že omenil, bomo sedaj pogledali posnetek, ki nam ga je poslal Joe Valenčič, ki je sicer reden gost takšnih srečanj, letos nažalost zaradi predpisov ni moral priti. Prosim. Lep pozdrav vsem. Jaz sem Joe Valenčič, član Mednarodnega sveta za Urad za Slovence po svetu, tudi direktor Slovensko-ameriškega glasbenega muzeja v Clevelandu in krajevni predsednik Federacije društev Slovenske narodne podporne jednote, največja slovenska organizacija v Ameriki. Pred 30 leti so se slovenski Američani množično zbrali in ustanovili organizacijo Združeni Američani za Slovenijo, United Americans for Slovenia, da bi pozvali predsednika Georgea Busha in državne funkcionarje, naj priznajo Slovenijo kot neodvisno, demokratično državo. Prvič po drugi svetovni vojni so se Slovenci iz vseh delov ZDA spet združili, da bi pomagali domovini. UAS je bil ustanovljen 1. julija 1991. Vsakrat, ker je Slovenija potrebovala pomoč, so naši Slovenci v Ameriki pomagali. In s tem odborom smo veliko vplivali na Washington in na predsednika Busha, da naj bi priznal Slovenijo kot samostojno demokracijo. Naslednjih 9 mesecev našega odbora pod vodstvom Edmundom Turkom smo se voditelji slovensko-ameriških organizacij, društev, podružnic, župnij in kulturnih ustanov iz vseh koncev ZDA redno srečevali v okviru te organizacije Združeni Američani za Slovenijo.
ter načrtovali komunikacijske strategije in dogodke, s katerimi naj bi vzbudili zanimanje za slovensko neodvisnost. V tisti dobi jaz sem bil direktor komunikacije za odbora in sem 2-krat, 3-krat na teden bil na sestankih, da smo te strategije uresničili. Združeni Američani za Slovenijo smo natisnili peticije in 50,000 dopisnic naslovljenih na predsednika Busha s pozivom naj prizna Slovenijo. Med najučinkovitejšimi strategijami so bili telefonski klici. V oktobru in v februaru 1992 smo na 1000 ljudi pozvali, da naj telefonirajo v Belo hišo in da naj zahtevajo priznanje Slovenije. Pozneje smo pa v časopisu Washington Postu objavili tudi odprto pismo predsedniku Bushu. Vladni voditelji, med njimi senator iz Ohio John Glenn in kongresnik iz Ohio Dennis Eckert, so se sestali z UAS-om in razpravljali o ameriškem priznanju Slovenije. Tudi gostujoči predstavniki nove slovenske države so potrdili pomen prizadevanj organizacije UAS in se zahvalili predstavnikom njenih članic. Torej, 7. aprila 1992 je predsednik Bush priznal Slovenijo kot neodvisno državo. Združeni Američani pa so sklicali tiskovno konferenco, na kateri smo dvignili ameriško in slovensko zastavo. Potem čez 3 dni smo imeli veliko proslavo v Slovenskem narodnem domu zaradi priznanja predsednika Busha. Torej, smo res veliko dosegli, smo vsi složno se združevali, vse skupaj smo predstavljali 659 slovenskih društev, župnij, ustanov, kulturnih domov po celi Ameriki, vse, da bi pomagali Sloveniji. In ko bo treba kdaj, bomo tudi lahko se spet zbrali na pomoč Sloveniji. Torej, pošiljam čestitke za 30. obletnico samostojnosti Slovenije. Mi smo pa res ponosni na vse, kar je Slovenija dosegla. Jaz imam vsako soboto slovensko radijsko oddajo, ki je tudi na internetu, in sem tudi oznanil vse, kar smo delali v tisti dobi za pomagati Sloveniji. In res, čeprav smo daleč od domovine, še zmeraj je Slovenija zelo nam pomembna. Hvala. Zelo lepo. Nič drugega tudi nismo pričakovali. Naj mogoče za zanimivost omenim, da so zapisniki organizacije United American Slovenians for Slovenia objavljeni v celoti v reviji Razprave in gradivo, ki jo izdaja Inštitut za narodnostna vprašanja. Nedaleč stran od Joea Valenčiča živi za ameriške razmere, nedaleč stran za slovenske mogoče malo dalj, Marija Ahačič-Polak, ki pa je bila takrat v tiste dni v Sloveniji. Gospa Marija, mene zanimajo, kako ste vi doživeli osamosvojitev, predvsem pa tiste dneve po osamosvojitvi. Lep pozdrav vsem iz kranjskih Slovencev in vam povem, da sem bila jaz tistikrat doma v Tržiču in sem šla čisto slučajno v Ljubljano, vojna se je začela. In kaj potem? Nisem mogla nazaj od Tržiča. Ampak ko smo gledali te vojake, mlade fante, ki so šli v boj, je bilo prvič v življenju, da sem si jaz utaknila v enega vojaka in sem rekla, fantje, dobro naredite. In moj mož me je rotil, da naj pridem nazaj. Jaz bi lahko šla domov, jaz sem imela kanadsko potni list. Ne, jaz sem ostala v Sloveniji. In če bi mi tistikrat dali puško, bi jaz šla streljati. Mojo predvojaško vzgojo bi uporabila in bi šla streljati. To je bilo tako zgodovinsko dejanje, da ga človek ne more nikdar pozabiti. In sem še vedno vesela, da sem bila tukaj.
Ampak vsi kongresniki so pobrisali čez mejo. Jaz sem pa ostala doma in do konca vojne in nisem šla nazaj v Kanado. In meni je bilo to izredno lepo, da je človek enkrat videl to, da resnično živiš kot Slovenec, čeprav si nekje daleč proč od Slovenije. Ampak to je to. Hvala lepa. Hvala tudi vam, jaz sem trdno prepričan, da smo vsi danes tukaj, pa še tudi tisti, ki niso ponosni na to, kako vi gledate na te stvari. No, sedaj si bomo ogledali naslednji posnetek, ki nam je poslala gospa Marija Markič iz Avstralije. Pozdravljeni, dragi rojaki! Iskrene čestitke, dragi Slovenci, ob 30-letnici samostojnosti. Moje ime je Anica Markič. Živim v Avstraliji že 62 let v Melbourneu. Sem dolgoletna članica Slovenskega društva Melbourne. V 90-ih letih sem se včlanila tudi v Slovenski narodni svet Viktorije, namreč Avstralsko-slovensko konferenco, katera je bila pod okriljem Svetovnega slovenskega kongresa. Ta organizacija je nastala zaradi društvenih pravil, katera so se smatrala za nepolitična in so bila omejena podpirati politična dejanja, vključno tudi v boju za priznanje neodvisne in suverene Slovenije. Za ta izziv se je v državi Viktorije zavzel Slovenski narodni svet. Ni besed, ki bi lahko opisale naše navdušenje, kako veseli in ponosni smo prisluhnili novici rano zjutraj 26. junija 1991 po avstralskem času, da je Slovenija končno proglasila našo domovino za suvereno, neodvisno državo. Še isti dan smo se sredi dneva zbrali v slovenskem verskem središču v cerkvi svetega Cirila in Metoda, zbrani molili za našo domovino, za njen uspeh in razumevanje. Pred cerkvijo smo nazdravili s šampanjcem. Bili smo presrečni, vendar smo istočasno slutili, da vse ne bo teklo tako gladko. Zavedali smo se nevarnosti v prepričanju, da se Beograd s to odločitvijo ne bo zlahka strinjal. In res. Že naslednji dan zatem smo izvedeli za napad Jugoslovanske ljudske armije na Slovenijo s tanki in avioni. Tako zvana ljudska armija je želela na krut način preprečiti voljo Slovencev. En dan veselje, vriskali smo in peli, drugi dan smo že točili solze. O prepričanju, da Slovenija kot nikoli prej potrebuje pomoč, smo se podali na delo. Svet mora čim prej uradno priznati novorojeno deželico pod Triglavom. S trepetajočim srcem smo se člani Slovenskega narodnega sveta Viktorije in drugod po Avstraliji nemudoma organizirali in se lotili dela. Pričeli smo delati pritisk s telefonskimi klici in pismi na avstralske parlamentarce, zahtevali srečanja, pritiskali na številna veleposlaništva in medije, ter jih prosili za pomoč, jih prepričevali, zakaj je čim prejšnje priznanje nujno potrebno, jih iz ure v uro seznanjali o dogodkih v Sloveniji, o želji naroda. Ki vse, kar si je ta želel, je bila želja biti na svoji zemlji svoj gospodar. Kar naenkrat smo Slovenci skupaj s Hrvati postali središče pozornosti za avstralske medije. Naknadno smo vsem omenjenim predstavnikom in medijem posredovali vse relativne dokumente prevedene v angleščino. Osebno sem si vzela teden dni dopusta, da sem vsega tega bila zmožna. Vrstili so se skoraj dnevni sestanki pozno v noč, kjer smo kovali in načrtovali naše naslednje poteze. Udeleževali smo se javnih protestov in manifestacij skupno s Hrvati in drugimi somislečimi simpatizerji. Na enem od teh protestov, na mestnem trgu City Square, nas je bilo tisoče. Medija je ocenila cirka 7 tisoč prisotnih. Ta dan
So odmevale na mestnem trgu slovenske melodije avstralsko-slovenskih ansamblov, slovenska beseda. Nagovorili so nas in spodbujali ne samo slovenski in hrvaški predstavniki, ampak tudi avstralski parlamentarci, senatorji in predstavniki drugih narodnosti. Osebno sem se prvič v življenju udeleževala protestov, nosila plakate, delila brošure in prepričevala mimoidoče tujce o naši potrebi in zaskrbljenosti. Bila deležna raznih intervjujev s prošnjo za podporo za priznanje Slovenije, namreč intimni želji rojakov v domovini. Skupnimi močmi smo garali noč in dan, na različne načine, da smo pomagali Sloveniji v stiski, kolikor se je le dalo v naših močeh. Avstralskim Slovencem v čast in nam v ponos je bila Avstralija prva zunaj evropska država, ki je 16. januarja 1992 uradno priznala Slovenijo kot samostojno državo. Februarja istega leta nas je obiskal takratni obrambni minister, gospod Janez Janša. Njemu v čast je sledil njegov nepozabni sprejem v nabito polni dvorani na slavnostni akademiji podarjeno tebi priznana država Republika Slovenija. Prisotnih nas je bilo nad 700 s številnimi posebnimi gosti. Čez čas so nas obiskali še dr. Lojze Peterle, dr. Dimitrij Rupel in drugi. Pred samostojnostjo pa dr. Janez Dular in nepozabni dr. Jože Počnik. Omembe vredna so njihova srečanja z avstralskimi parlamentarci, ki so nam stali ob strani in z nami doživljali naše veselje in naš strah. Vesela in ponosna sem, kot večina vseh sodelujočih, v tistih neprespanih dneh, tednih in mesecih, da sem bila del skupnosti, ki se je borila in vztrajala v boju za Slovenijo. Ponosna sem, da sem prav jaz in moja družina doživela ta zgodovinski dogodek, da smo doživeli trenutek, ko so se Sloveniji uresničile več stoletne sanje naših prednikov, ko je prvič v zgodovini Slovencev pred parlamentarno palačo ponosno zaplula slovenska zastava, ter se je Slovenija končno uvrstila na politični zemljevid sveta. Ostanimo ponosni, zavedni in spoštljivi do svoje domovine. Lepa je, čudovita je, naša je. Bog blagoslovi našo domovino. Naj živi Slovenija in uspešno v novo desetletje. Ja, ni kaj dodati. Mi se moramo pač držati naprej našega vrstnega reda, zato smo preselili na še eno celino, v Latinsko Ameriko. Z Argentine nam je poslal posnetek Andrej Dobelšek. Jernej, pardon. Pozdravljeni. Zahvaljujem se za to priliko, da vsaj na hitro lahko predstavim, kako smo Slovenci v Argentini dali svoj doprinos ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije. Pred 30 leti smo Slovenci uresničili stari sen, imeti lastno državo, biti samostojni, vzeti svojo usodo v svoje roke. Z zahvalnim spoštovanjem se spominjamo vseh, ki so tedaj žrtvovali vse za dosego tega višjega cilja, predvsem tistih, ki so darovali lastno življenje. Ko sem zbiral dokumente in zapiske iz časa, ko smo kot organizirana skupnost v Argentini pripomogli z vsemi močmi za priznanje novo nastale države, sem ponovno doživljal tiste intenzivne, spodbudne čase. Ni lahko opisati navdušenje in angažiranje vseh Slovencev v Argentini, tako v Buenos Airesu, kakor po drugih krajih Argentine, Bariloche, Tucumán, Mendoza, Miramar, Rosario, sploh povsod, kjer so živeli Slovenci, so se rojaki brezpogojno ponudili, da po vseh svojih zvezah in močeh pripomorejo, da Argentina prizna državnost mlade Republike Slovenije. V tistem času
Slovenija ni imela uradnega predstavništva v Argentini. Zato je Zedinjena Slovenija prevzela to nalogo in uspešno vršila vse do imenovanja gospoda Božidarja Finka kot uradnega pooblaščenca zunanjega ministrstva Republike Slovenije. To navdušenje, ta zagon je združil Slovence in njihove potomce vseh imigracijskih valov. Tako Slovence, ki so prišli v Argentino pred in po prvi svetovni vojni, kakor tiste, ki smo prišli po druge vojni v Argentino. Skupaj smo delali načrte, si izmenjavali informacije v zvezah in v vladi, medijih in drugih ustanovah, ki so imeli vpliv za dosego skupnega cilja, čim prejše priznanje mlade države. Upali smo, da bi bil diplomatski pritisk nam naklonjenih držav učinkovito sredstvo, da se ustavi napad jugoslovanske vojske na Slovenijo. Veliko argentinskih prijateljev se nam je pridružilo in nam tudi znatno pomagali v tistih dneh. Tudi prijateljske narodne skupine, Hrvati, Ukrajinci, Slovaki, Irci, Litvici in še drugi so se nam pridružili, nas podpirali z navzočnostjo na raznih manifestacijah in z nasveti. Nemogoče je prezreti mogočno slovensko manifestacijo na parku generala San Martina dne 30. junija 1991, ko se je izbrala množica čez 3000 ljudi. Nikdar nisem videl toliko narodnih noš, toliko plakatov, občutil toliko nenarodne zavesti. Na vse navzoče so vplivali težki dogodki v Sloveniji, ko so ravno tisti čas teritorialna obramba branila Slovenijo pred napadom Jugoslovanske ljudske armade. Po uradnem delu programa smo se vsi pomaknili v organiziranem sporedu po cesti Florida do Majskega trga pred Buenosajreško stolnico za daritev svete maše za Slovenijo. Tiste dni so nas klicali vsako jutro iz različnih radijskih postaj. Želeli so zvedeti zadnje novice in seveda so jih tudi dobili. Organizirana je bila informativna mreža, dobivali smo vse informacije neposredno iz Slovenije. Organizirali smo tudi ekipo mladih profesionalcev, ki je bila dobro pripravljena in je hodila na razne programe radija, televizija in na sestanke s vplivnimi časopisi, organizacijami in osebnostmi. Tako so bili stalno objavljeni članki in reportaže glavnih argentinskih medijih, tako v Buenos Airesu, kako v notranjosti Argentine. Slovenska mladina je navdušeno sodelovala. Na tisoče letakov so mladi razdelili na raznih srečanjih in manifestacijah. Veliko se jih je zbralo v narodnih nošah pred parlamentom, ko so v senatu debatirali o izjavi za podporo Sloveniji. Predvsem narodne noše so vzbujale pozornost in odobravali je na vseh nastopih. Veliko je bilo tudi manj vidnega dela. Stalno smo imeli stike s predstavniki najvišjih oblasti, tako v parlamentu, kakor v vladi. Končno je vso to delo obrodilo svoj sad, ko je Argentina kot prva država v Latinski Ameriki 16. januarja 1992 priznala Republiko Slovenijo kot novo državo in z njo izpostavila diplomatske odnose aprila istega leta. Tisti čas je bil poln doživeti ter vztrajnega dela, na koncu pa poln zadoščenja. Ob tej pomembni obletnici, ko proslavljamo osamosvojitev kot največji dosežek slovenskega naroda, je tudi prilika, da se vsi Slovenci ponovno zedinimo, kakor smo se v letu 1991 za boljšo prihodnost, zgrajeno na medsebojnem spoštovanju, svobodnem duhu in na spravi, ki temelji na resnici. Bog živi Slovenijo! Kolega Klemenčič me je glihar opozoril, mi piše tukaj dan kakšen švingelcetelc, da mogoče vas opozorim, da je korespondenca med izseljenci tako v Avstraliji, Argentini in tudi druge bila z njihovimi politiki držav. Ja, Kanadi, dvosmerna, se pravi, da vse njihove akcije so imele odziv tudi pri lokalnih politiki, ki so jim
bistvu obljubili podporo pri priznanju. Mi imamo posnetek tudi gospoda Oskarja Moleka, ampak smo se odločili, da bomo ta posnetek, v bistvu pogovor z njegovo hčerjo, objavili v video, ki bo nastal na podlagi tega, zato da damo priložnost Nadji Molek, se pravi argentinski Slovenki, ki živi v Sloveniji. Nadja je bila takrat stara 10 let in nam bo mogoče malo drugače kot vsi ti, ki so govorili pred njo, neke stvari povedala o tem. Jaz bi mogoče ob tem dodal, da sem zelo vesel, da je Nadja se odločila, da živi v Sloveniji in da bom zelo vesel, če bo ostala v Sloveniji, da si bo našla tukaj možnosti za nadaljevanje svoje, bom rekel, kariere in življenjske poti. Nadja, prosim. Hvala. Dobar dan. Jaz bi na kratko dodala, da jaz sem takrat bila 11 let. No. In takrat sem se vrnila, to je bilo 4 leta kasneje od takrat, ko sem se jaz vrnila iz jugoslovanske Slovenije. Torej, zame je bil dogodek osebno zelo pomemben, ker sem prvič lahko razložila v šoli, kje je, kaj je Slovenija. Torej, sem bila zelo ponosna, ko sem jaz sledila, kaj se je zgodilo. Moj oče je bil vključen v tej skupini, ki je delala za spoznavanje Slovenije v medijih, ker Slovenija se včasih ni poznana, še vedno danes se misli, da je Slovakija, Torej, je bilo treba to zelo močno pokazati in pri tem je bil moj oče, pri tem je on zelo veliko sodeloval in jaz v moji nemški šoli sem tudi poskusila to pokazati, mojim sošolcem. In jaz osebno se drugih stvari ne spomnim. Hodila sem v slovensko šolo takrat, v slovensko hišo in vem, da sem to sledila tudi tam. Lahko pa rečem, da kot raziskovalka Slovencih v Argentini vidim, da osamosvojitev je prinesla ne samo ponos med tistimi, ki so se že zavedli, da so bili Slovenci, ampak je tudi prebudilo novo slovenstvo med ljudi, potomci, ki niso se zavedli, da so bili Slovenci. Torej, jaz bi zaključila s tem, ker se mi zdi, da je Jarnaj Dobovšek že lepo opisal situacijo in se zahvaljujem za vabilo. Tako, da ne bomo mislili, da so podpora iz slovenskih izseljencev in Slovencev, ki so živeli samo v čezmorskih deželah. Ta podpora je bila prisotna tudi v Evropi in drugih državah, ampak en utrinek tega nam bo danes predstavil dr. Zvezdan Pirtošek, kot sem že povedal, kako je bilo takrat v Veliki Britaniji. Prosim. Ja, torej se gospodu Jesjehu lepo zahvaljujem, da mi je dal to priložnost, da sem z vami. Pred 30 leti nisem bil star 10 ali 11 let, bil sem star, mislim, da 35 let, delal in živel sem pa v Londonu. No in pred dnevi, ko je bila pred dnevi odprta ena čudovita razstava, ki vam jo pravzaprav zelo priporočam v Slovenskem etnografskem muzeju, je del te razstave posvečen tudi zelo civilni pobudi londonskih Slovencev leta 1991, ki pa je pravzaprav morda tudi na naše lastno presenečenje naletela na en tak velik mednarodni, tako politični, diplomatski, kot tudi kulturni odziv. No in ko so me zaprosili, da naj najdem nekaj takih predmetov ali pa plakatov starih, sem na svoje lastno začudenje pravzaprav našel med ostalim tudi eno majico, ki smo jo tistega vročega poletja 1991 tiskali sami, videli boste, da piše Free Slovenia Now, Slovenian Rally and Demonstrations, 7th July 1991, 12 noon. Namreč takrat smo organizirali z veliko samozavesti in ponosa ogromno demonstracijo na Trafalgar Squareu.
Zanimivo je, da takrat še ni bilo uradnih zastav ali grbov, a ne, med ostalim so nas sprašvali, pa s kakšno zastavo naj pridem. No in moram torej reči, da je tak čudovit tudi izraz tiste popolne slovenske enotnosti je bil, da so ljudje prihajali, ne vem, z raznimi 100 zastavami, nekateri s panterjem, nekateri z zvezdo, nekateri brez insignij in tako naprej. Vsak je prinesel tisti del sebe, ki je čutil, da ga želi tukaj le dati in v dobro Slovenije. No in ko sem brskal po teh svojih predalih in našel tole majico in jo dal tudi gor, sem opazil, da se je nekako zmanjšala, pa zožila se je v teh letih. Ne? In potem sem pobrskal tudi nekako globoko v predale svojih spominov, pa svojih možganskih vijug, namreč nevrolog, posebej se ukvarjam rad z možgani, pa veliko razmišljam o možganskih vijugah. No in dejansko so se mi zbudile neke slike tistega poletja. Ne. Nažalost so se tudi ti spomini, moram reči, skrčili, zožili, verjetno. Izstopala je predvsem, zanimivo je, da smo takrat bili pravzaprav najbolj aktivni v Londonu zdravniki, za čuda. Čeprav je bilo kar precej tudi umetnikov, vendar moram reči, da smo tako nekako gonilna sila bili zdravniki in to že kakšno leto prej, ko smo čutili, da v Jugoslaviji sivi generali skušajo našo domovino pravzaprav ji odkrito groziti, in smo takrat nekega jesenskega večera, mislim, da je bilo 90. leta, smo jaz, ker sem pač bil nevrolog, potem en oftalmolog, dr. Marko Havlina, ki je zdaj tudi na medicinski fakulteti, pa hrvaški internist, zdaj pravzaprav zelo znan pesnik in pa diplomat, trenutno mislim, da je veleposlanik v Egiptu, Drago Štambuk, potem zelo znana hrvaška publicistka Branka Magar, smo ustanovili tak odbor za obrambo demokracije. No, ko pa je bila Slovenija seveda napadena tiste pozne tistega poletja 91. leta, smo se pa naenkrat reorganizirali in smo postali tako imenovani slovenski krizni center. Tako smo si razdelili funkcije, mene je nekako zadela funkcija, da moram imeti stike z parlamentarci in z politiki. No in zdaj so drobci spominov, recimo kako različno podobno kot v Argentini, pravzaprav tudi v Veliki Britaniji o Sloveniji niso kaj veliko vedeli, in na srečanjih s konzervativci, se spomnim, je bila takšna zelo previdna podpora našim videnjem z zanimivo izjemo zelo odločne, skoraj aktivistične podpore takrat že odstavljene Margaret Thatcher. Nekako so me po moje razočarali, jaz mislim tudi laboristi, ki so bili tako zelo preračunljivo skeptični do teh slovenskih teženj, ampak spet za eno izjemno z eno veliko izjemo odločne podpore bivšega londonskega župana Kena Livingstona. Kot balzam za mojo dušo so pa takrat prišle res iskrene, čudovita podpora liberalnih demokratov, kasnejši predsednik Evropskega parlamenta Russell Johnson je enkrat celo noč potoval iz Škotske v London, da nas je lahko nagovoril na tem velikem srečanju na Trafalgar Squareu. Pa seveda moram reči vse male partije, veste, zeleni, valežani, Škoti, ti še posebej se mi zdi, ker so videli v nas so videli odsev svojih sanj.
No in zlasti tole srečanje na Trafalgar Squareu, moram reči, da je bilo prelomno, ker takrat smo pa doživeli potem silno podporo pa velikih imen, med ostalim ne povem, da nas je podprl Dalaj Lama, da nam je napisal pismo takratni canterburyski nadškof Robert Runcie, ena bizarna podpora v obliki nekega vabljenega kosila, vse zame taka nepričakovana in bizarna, je prišla od prestolov naslednika Karadžordževiča Aleksandra, ki nas je Slovence. No, potem en drug spomin je pa neka mala garsonjera od Jane, torej Valenčič, kjer pa smo tiskali majice, neke plakate, začeli izdajati en list, ki se mu je rekel Slovenia Newsletter in skratka dan in noč. In zadnja slika, ki jo imam, je mali laboratorij v bolnišnici Svetega Tomaža, St. Thomas Hospital, tisti, ki poznate London, to je preko Temze s čudovitim pogledom na Big Ben, kjer sva z dr. Havlino po noči ob miškah, ki so morale delati neke teste, skratka pisala plakate, članke za Times in podobno. No in pol pa, če zaključim, sem v teh dneh seveda za globlje perspektive 7. desetletja svojega življenja nekako spoznal, da se je tale majica res zožala pa zmanjšala, tale Free Slovenia Now, ne. In zdaj se sprašujem, ali se mi samo zdi ali ne, da so se vendarle nekako zožile tudi tiste vrednote, ki so morda pred 30 leti nam bile vsem tako zelo prisotne, tako zelo normalne. Recimo, da smo si tako želeli, jaz kot mlad človek, jaz sem si tako želel neke sproščene družbe, v kateri bi se tako zdravi kot bolni, mladi in stari, taki in drugačni čutili varne, da bi imeli neko posebno ljubezen pa odgovornost do znanja, do kulture, da bi imeli neko zavezanost demokratičnim dialogom v različnosti ustvarjalnih pogledov na svet. No in recimo zanimivo mi je, da v 7. desetletju svojega življenja zdaj z začudenjem spoznavam, kako enostavno in preprosto se je bilo pred 3 desetletji odločiti za upor proti sivim generalom avtokratskih vizij. Oblikovanje domovine mojih mladostnih sanj pa zgleda, da je zelo dolga, včasih vijugava pot, na kateri se ne bi smeli nikoli izgubiti. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi za ta malce filozofski del. Mislim, da je prav, da po 30 letih tudi razmišljamo, kaj smo naredili, pa kaj smo si želeli, pa kaj smo si naredili za naše domovine. Mislim, da je to pozitivno usmerjeno. Mi bomo, če rečem tako, javljanje s terena končali še enkrat v Argentini s posebnim razlogom. Prosim, če spustite poročilo ali pa sporočilo nam vsem gospoda Roka Finka. Lepo pozdravljeni. Sem Rok Fink, živim v Buenos Airesu v Argentini. Dobro desetletje pred osamosvojitvijo, nekaj po smrti maršala Tita, sem se srečal z eno pomembno osebnost naše skupnosti tukaj povojne migracije. In med pogovorom sem mu rekel, veš kaj, še 10 let boš imel Jugoslavijo. Se mi ni zdel preveč prepričan. Bom pa skočil zdaj 10 let naprej, leta 90, takrat je bilo ravno nogometno prvenstvo. Skozi 5 let sem jaz preživel cele zime v Bariločeju, to je zimsko letovišče na severu Patagonije. In prve 2 leti sem tja potoval z vlakom, da sem imel služben avto s seboj. En dan pred
leta 90, en dan pred mojim odhodom, mi pozvoni domofon, prijatelj Janko, pravi, zdaj ten čas ne bo tle, te povabim na kosilo, pridi dol. Sem mu rekel, dovoli, da pripravim video snemalec. Kaj boš pa snemal? Sem rekel, ja tekmo, Jugoslavija, Argentina. Zakaj jo pa hočeš? Sem rekel, rad bi jo videl pa še nekaj. Merili se ne bosta več, Jugoslavija, Argentina. Ne samo to, Jugoslavije ne bo več. Leto zatem, ko sem spet bil na poti v Bariloče, sem zvedel za dogodke v Sloveniji. Ko sem tja prišel, sem takoj poklical starše, mama odgovorila, objokana, razburjena, da je videla na televiziji Ljubljano in da se zelo boji, da nas bodo Srbi potolkli. No, tam je skupnost slovenska pripravila eno proslavo. Pri parku, pri promenadi, ki se imenuje Paseo de las Colectividades, neka promenada skupnosti, kjer je število jamborjev, na katere se obeša zastave vseh teh skupnosti. Tam so Švicari, Nemci, Avstrijci, Hrvati, seveda Slovenci, Italijani. Slovenci niso toliko številni, bi rekel, ampak zelo pomembni. No, tam je bila lepa proslava, seveda zastave, kar veliko ljudi, ena godba na instrumentači igral neko Diano in mislim, da nismo nikdar prej s takim navdušenjem pel naprej zastava slave. No. To so moji spomini. Lep pozdrav. Dobar dan vsem, moje ime je Nadja Molek. Jaz sem bila povabljena na današnjo okroglo mizo in ko sem bila povabljena, sem dolgo razmišljala, o čem bi jaz lahko prispevala k tej temi, ker jaz sem bila takrat v letu 91. še otrok, 11 let sem bila stara. Torej, hodila sem še v slovensko osnovno šolo v Slovenski hiši, da bi obdržala jezik, ki sem ga pridobila pri obdobju v Sloveniji, kjer smo živeli z mojimi starši, ki so prišli v Slovenijo kot štipendisti. Torej, razen tega veselja, ki sem začutila, ko sem lahko v šoli pokazala na zemljevidu, odkot so prišli moji predniki in odkot je bil moj primek, moram priznati, da se preveč ne spomnim. In ko sem zvedela, da bosta pričevala tudi Rok Fink pa Jernej Dobovšek, se mi je zdelo koristno, da bi poklicala svojega očeta, ki je bil takrat del te skupine oziroma procesa pomoč Slovencov v Argentini v smislu osamosvojitve. Torej, dobrodošel, Oskar, živja. Oskar je v Buenos Aires. Dobar dan, hvala za povabilo, dobar dan vsem. Super. Hvala tebi. Prosim. Mene pa zanima, kako si ti doživel vse te dogodke, kaj se spomniš v tem obdobju? Ja, je treba malo priti nazaj v spominih. Dogodki v Argentini so se razvijali kar na tekoče, glede na tisto, kar se je v Sloveniji zgodilo, ne? Recimo, predvsem od časa referenduma, ne? Do takrat smo to spremljali, Slovenci v Argentini, saj veste, da smo nekako zgodovinsko razdaljeni med stari in novi Slovenci. Tako da je bila ta prilika ponudila
da nekako skupnost to izpeljemo vnaprej. In seveda, dogodki leta 91 nekako so nas prehiteli, ne, recimo. Predvsem tisti, ki nismo bili tako... Pa se je presenetila osamosvojitev. Ja, recimo, predvsem med tistim, ki nismo bili na političnem polju, ne. Tako da, kako smo to sprejeli, seveda, to je bilo želja Slovencev od leta, recimo od stoletja 800 naprej, ne, 700 naprej, tako da to je bila enkratna prilika, zaželena prilika in glede na kontekstu, ki je bila takrat v Jugoslaviji, mislim, kakor si ti povedala, mi smo živeli tam in nekako smo bili na tekoče, kar si Slovenci so si želeli, ne. Recimo, da imeti svojo lastno deželo, državo, ne. Ja. Pa kako je vplivala osamosvojitev v Argentini? Pa preden greva naprej, še nekaj ne bi jaz omela, da ponavadi tukaj opažam, da se misli, da Slovenci v Argentini so samo prišli po letu 1947. Čeprav v procesu osamosvojitve so tudi sodelovali stari Slovenci, nekateri, ne, ki so pomagali razdeliti idejo v medijah, ali ne? Ja, to je stvar. To, kar se je dogajalo v krogu društev, je to bilo bolj navznoter, ne. Kar je bilo navzven, recimo, to je šlo nekako preko posameznikov, preko skupine in tako naprej, ne. Tako da vsak je delal svoj, jaz, na primer, kako se spomniš, sem sodeloval na kulturnem področju, tako da koliko smo zmožni, smo to povedali novinarji, razdelili novice novinarji. V Argentini je bilo problemi še vedno, ne, da mešajo Argentinci Slovakija in Slovenija, ne. Tako da je bilo to skozi treba popraviti, ne. Tudi vloga Slovenije v kontekstu, kar je bilo v Jugoslaviji, ne. In to in kako in tako naprej, ne. Tako da tisto, kar smo imeli pri rokah, smo to pojasnili, tisti, ki smo imeli povezave z raznimi, recimo, vplivnimi osebami, smo to lahko delali. Potem so bili seveda dogodki v društvu in tako naprej. Glavni dogodek je bil v Plaza de Mayo, ne, v glavni trg Argentini, kjer smo sprehodili glavno cesto in glavni trg, recimo novi in stari Slovenci, ne. Stari Slovenci seveda, verjetno bolj pasivno, ne. In kako je vplivalo za dokončati pogovor osamosvojitvene identitete starih Slovencev? Ker do takrat društva so se poimenovala kot na argentinski družbi kot jugoslovanska društva. Kaj se je pa zgodilo? Ja, to je zanimivo, ne. Pri starih naseljencih, ne, ki so bili v Buenos Airesu, vsaj bom govoril v Buenos Airesu, pa tudi je bilo to v Rosario, Córdoba in tako naprej, ne. Je bilo to slovensko-jugoslovansko društvo, ne. In tam noter so bili ljudje raznih mnenja, ne. Nekateri bolj katoličani, drugi bolj sredinski, drugi bolj levičari. Tako da pri tem seveda se je to odprlo velik debat, ne. Tako da, ja, to počasi je prišlo do ideje, da je Slovenija postane lastna dežela, država, kako sem prej rekel, ne. Poleg tega seveda, mladih so vedno sodelovali
v Triglavu, naprimer, plesalka skupina, pevski zbor in tako naprej. Ne. Kar verjetno nova situacija je prezvodila pri še tretja generacija, ne, oziroma mladih, ne, kaj je to Slovenija. Ne. In do tega seveda, to je okrog 90-ih letih počasi prijelo tega del mladih krogov. Ne. Dobro. Hvala lepa, Oskar. Koliko se spomni. Ne. Še nekaj bi povedal, da ne gre mimo, če me dovoliš. Glavna vloga je, recimo, med stari in novi Slovenci zaigrala radijska postaja Slovenski kotiček, Od Alberta Čuka. ki je vodil Alberto Čuk. Ustanovil Vodo Čuk, kjer noter je sprejel mladih ljudi, stari naseljenci, oziroma pripadajoč Novih in starih Slovencev. Tako da tam je bilo ena pika, kjer smo se videli in srečali, izložili in zamenjali idejo okrog tega. Ne? Okay. In ob sobotah on je povedal vsaka novica, kar je bilo Slovenije, in tako smo bili bolj na tekoče. Ne? Okay. Hvala lepa, pa pozdravimo Argentino, Slovenijo. Pozdravljen vsem Slovencem in živela Slovenija. Živela. Adijo. Hvala. Adijo. Tako, smo naredili sprehod. Jaz sem prepričan, da je to manjši del tega, kar bi se o tem dalo povedati, ampak upam, da smo imeli srečno roko in da smo izbrali primerne sogovornike, da so vam predstavili del utripa, ki je vladal takrat v tistih časih med Slovenci, po Slovenci izseljenstvo. Moram reči, da podobna zgodba je bila tudi v zamejstvu, podobna zgodba je bila tudi v zdomstvu, tako da Slovenci smo takrat, kot radi rečemo, res bili enotni kot nikoli prej, mogoče tudi nikoli pozneje, žal. Ampak pustimo to. Zdaj imamo še par minut časa. Jaz bi vprašal, če kdo z omizja še hoče kaj dodati. Matjaž, to sem prepričan. Bi pa vprašal, če lahko bi pa imeli tudi kakšno vprašanje, preden ti damo, če kdo hoče kaj dodati ali vprašati z poslušalstva. Marija. Jaz bi samo rada povedala, da so pri nas v Kanadi šivali ročno zastave. In to je samo za... No, isto torej bilo v Londonu, takoj smo dobili po faksu, so nam takrat iz ministrstva poslali nov grb in isto noč so Slovenke v Londonu nam zašli ogromno zastavo, ki smo jo imeli. Še kdo, preden Matjaž, preden ti damo besedo, še kdo z publike hoče kaj dodati, vprašati? Če ne, bi dal še zaključne misli kolego Klemenčiču, ki sem, kot rekel, verjetno o tej tematiki ve največ med nami. Ja, hvala lepa. Torej, jaz bi tukaj dodal samo še to, da so Slovenijo aktivno podprli pomembneži, ki so bili slovenskega porekla in ki so nekaj pomenili v družbah priseljevanja. To je bil na primer kardinal Ambrožič iz Kanade, guverner Vojnovič iz Ohaja, potem bivši predsednik mestnega sveta Clevelanda, okrajni sodnik Edmund Turk in kongresnika, takrat aktivna kongresnika v ameriškem kongresu, v predstavniškem domu ameriškega kongresa, Dennis Eckhart in James Oberstar. Pisali so resolucije, zbirali so se na trgih, govorili pri maši, naprimer v stolnici v Torontu se je zbralo ogromno ljudi, tako Slovencev kot Hrvatov, mislim, da je bilo tukaj nekaj tisočih. Guverner Vojnovič je pisal pismo predsedniku Bushu in ker je bil guverner
Vojnović republikanec, tako kot Bush, ga je vsaj malo poslušal. Kongresnika sta sodelovala pri kar nekaj resolucijah ameriškega kongresa, samo tukaj bi pa se ustavil, zato ker sicer me boste dol vrgli tako ali tako. Hvala lepa. Ja, no, včasih se zgodi, da naredimo nekaj, kar nismo pričakovali. Takrat ne mislimo samo osvojitvi, ampak mislim, to je okroglo mizo, da smo jo končali tako rekoč na minuto. Jaz se zahvaljujem vsem, ki ste bili tukaj, da ste bili točni, da smo se držali. Zahvaljujem se vsem vam za udeležbo. Želim vam, da tudi danes na tem dogodku, ki se tukaj odvija, na nek način proslavimo 30. obletnico Slovenije in vam tem vsem Slovencem po svetu in vsem Slovencem doma iskreno čestitam. Saj mislim, da danes po 30 letih lahko govorimo, da imamo eno Slovenijo, ki je skupna za vse nas. S temi besedami lep dan še naprej. Hvala lepa. Vsakega posebno